Tudi letos je Združenje borcev za vrednote NOB pripravilo spominsko slovesnost ob 69. obletnici vstaje na Kamniškem. Slavnostni govornik Miha Butara je med drugim povedal. Povedati moram, da so dogajanja iz narodno-osvobodilnega boja eden izmed najpomembnejših mejnikov slovenske zgodovine, mejnik, ki zasluži še prav posebno pozornost. Ko govorimo o njem, je prav, da uvodoma spregovorim o njegovem pomenu ter o nekaterih zgodovinskih dejstvih, ki so vplivala na to, da danes živimo v samostojni, suvereni in neodvisni Republiki Sloveniji. Kot majhen narod smo si znali ustvariti svoj prostor mednarodni v državah, kjerkoli smo prebivali. Prav tako smo imeli srečo, da so bili med nami uspešni in odločni ljudje, ki so znali v pravem času poiskati najboljše zgodovinske rešitve ter tako vplivati na krepitev položaja Slovencev in obrambo slovenske samobitnosti. Smo lahko ponosni na velika dejanja generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo. Ne smemo pri tovrstnem vrednotenju pozabiti tigrovcev, ki so se borili za pravice primorskih Slovencev pred uničujočim fašizmom in potujčenjem. Vendar se nikdar in nikoli ne sme pozabiti, da smo bili pred najhujšo preizkušnjo v vsej svoji zgodovini Slovenci prav v času druge svetovne vojne, ko so nas okupirale sile zla, sile nacifašizma, Nemci, Italijani, Mađari in Ustaši. Pod okriljem Osvobodilne fronte slovenskega naroda smo se povsod v Sloveniji vzdignili v odločilen upor. Tako je bilo tudi pri vas, na Kamniškem. Iz trpljenja, gorja in ponižanja je sklila odločna udarna pest domoljubov, ki so vedeli, kaj je njihovo zgodovinsko poslanstvo. Zato je prav, da se danes spominjamo dneva vstaje na Kamniškem, ko sta po opravljeni sabotažni akciji pod streli okupatorjevih vojakov iz zasede prav tu, na tem mestu, pri Titanovi brvi 27. junija 1941 padla kot prvi žrtvi z tega območja aktivista Mlakar in Miklavčič. Tu na tem območju je nastal Kamniški bataljon. Tu so delovali borci znamenite Šlandove brigade, znamenite Zidanškove brigade in 4. operativne cone. Z ostalimi silami slavne partizanske vojske so po 4 težkih letih bojev in mnogih hudih preizkušnjah dosegli veliko zmago v drugi svetovni vojni nad največjim zlom vseh časov, nad nacifašizmom, in to v sestavi velike zavezniške koalicije, na kar smo lahko Slovenci izjemno ponosni. Slovesnost pa je spremljal tudi bogat kulturni program. Nocoj bomo spali, v vetru, ki divje se smeje. Morda nam bodo oblaki, rjuhe, edine odeje. Pala na roke, obleko, prva, druga bo kaplja. V noč čez močvirno poseko zakričala bo čaplja. Me
polja smo zorali, prepojili jih s krvjo. Dobro sime smo sejali, bojevali se srčno, in ponosni smo čuvali naše svobodne rasti. Brez plevela v novi zori, seme žlahtno najkaj.